Žoga je okrogla. Lepo pozdravljeni, Olimpija še ni prvak, razlika na vrhu, 4 točke, kar pomeni, da morajo Ljubljančani enkrat zmagati, da bodo osvojili naslov ne glede na razplet ostalih tekem. Domžale so dobile derbi dna in se odlepile zadnjega mesta, pozneje bomo slišali trenerja Tončija Žlogarja, kamen se mu je odvalil srca. Jožef Pepevnik se nam pozneje pridruži v drugem delu podcasta pred finalom. Celje Koper bosta igrala v sredo v Stožicah, pa gostimo igralca obeh klubov, Metoda Jurharja. Lep pozdrav. Pozdravljeni. In ne prvič v našem podcastu, Žana Karničnika, vedno veseli, ko ste znova z nami. Lep pozdrav. Zdravo. Tu pa tudi Marko Cirman. Zdravo, mislim, da je bil Žan večkrat kot jaz. No, ja. Moje ime je Luka Petrič. Prvi polčas. Metod, Žan, kdo bo v sredo zmagal? Vsak bo rekel svoje, ne? Ja, Celje. Jaz mislim, da bomo zmagali mi. Ja. Sam pazi mi, on ima v krvi vendarle celjski Mislim, DNK, ja, ne? Tako da tale mi, ne vem. Ravno to snemamo po tiskovni konferenci, ki je potekala pred finalom v središču Ljubljane, in za omizjem dva člana Celja, torej kapetan Celja in trener Celja, trener Kopra Slaviša Stojanović, ki je bil nekoč trener Celja, veliko več sezon kot pa vsi, ki so bili ob vami, Metod Jurhar, pa imate vi v celjskem klubu 20 let član Celja. Kako je igrati proti svojim? Ja, v bistvu eno tako zanimivo naključje. Lahko moram odkrito povedati, da nekih posebnih čustev tukaj ni. Tekma je že sama po sebi zelo pomembna, tako da je v bistvu v ospredju neka priprava na tekmo in pač ja, sem z glavo v Kopru in se pripravljamo. Velikokrat ste igrali v zadnjih tednih, 2-krat že v ligi. Slišali smo, da je trener Albert Rier rekel, da to ne bo vplivalo, povsem druga stvar je, tudi drugače bo igral, bo Celje igralo. Tudi Slaviša Stojanović omenil to, da niso bile vse karte odkrite. Kako bo ta tekma vplivala na finale? Vendarle, že tako ali tako v Slovenski ligi 4-krat igrate na sezono, dobro se poznate, vi dolgoletni član Celja, kot smo rekli, Žan, vi vse slovenske klube odlično poznate. Kako bo to vplivalo, kako presenetiti tekmeca, ki vas tako dobro pozna? Mislim, da je finale pokala tako specifična tekma, da tudi če bi vsak teden med sabo igrali, ne bi to kaj veliko pomenilo. Res je, da se med sabo dobro poznamo, da 4-krat med sabo igramo, 4-krat se analiziramo, ampak vseeno se mi zdi, da je finale samo ena tekma, ki odloča o vsemu in to, da se poznamo, nima nekega velikega vpliva na sam izid. Žan, Celje je imelo veliko adutov v rokavu, veliko različnih taktičnih zamisli v tej sezoni. Imate še enega skritega tam nekje globoko v rokavu? Pa vemo, kako deluje sam trener Albert, da pač vsako tekmo oziroma iz tedna v teden nas nauči nekaj več, njegove ideje, res je predan temu delu, ki ga upravlja, in zato konec koncev je komaj drugi dan po tekmi, bolj ko ne je bilo vse posvečeno tej regeneraciji, in verjamem, da bo tudi jutri nekako predstavil nam to, kako in kaj si je on zamislil, da bo potekalo finale. Soigralca sta bila, se lahko predstavita, kakšna sta, torej, Zdravo, jaz sem Žan. Jaz sem Metod. We love you, Žan. Torej, Metod, kakšen je bil kot soigralec Žan? Leto in pol sta si delila slačilnica, ne? Pa lahko rečem, da je Žan bil kar okej, soigralec ni bil problematičen, vedno smo se dobro razumeli. Tudi za samo atmosfero v ekipi je bil vedno plus, tako da res za njega nimam ene slabe besede za reči. Žan, spomnim se lani, ko smo to snemali pred Evropskim prvenstvom in sta bila skupaj z Juretom Balkovcem, ki se poznata že dolgo, že iz mladih let, in vas je zelo lepo opisal. Kaj pa vi pravite v Metodu? Pa ja, kot sem priživemo, da je on nekako otrok Celja, da sploh ti, ko prideš v nek nov klub, moraš to dejansko spoštovati, te igralce, ki so tam, bom rekel, naredili celotno pot oziroma celotno šolo, in zato vedno moraš pri teh igralcih imajo neki dodaten respekt, in jaz tudi, ko sem prišel, sem se tako obnašal do njih, in sam Metod je isto, gre za izjemnega golmana, kar konec koncev tudi kaže, mogoče v obdobju, ko sem bil jaz tam,
ni dobil toliko priložnosti, kot bi si jo mogoče tudi zaslužil za samim delom na treningih in lahko rečem tudi vse lepe besede za njega. Zelo lepo slišati, imate ste se zasmejali, Metod. Odlično sezono imate pri Celju. Navada železna srca. Pri Kopru v tej sezoni torej odlična sezona. Kaj je bilo odločilno, da ste tako dobro zaigrali v novem klubu, v novi sredini? Najprej hvala za pohvale. Zdaj, da bi vse skupaj usmeril sam na en faktor, je v bistvu nogomet preveč kompleksna zadeva, da bi lahko govoril samo o eni smeri. Je pa sigurno neka menjava okolja, prav prišla tukaj v Kopru, se super počutim. Je pa tudi nekako zelo prijetno čutiti nekako podporo in pa zaupanje kluba, trenerjev, tako da tudi to je en faktor, ki je pripomogel k temu, k podobi v tej sezoni. Pa Koper je tudi stabiliziral ta vratarski položaj, spomnimo se, teh menjav Strasbergerja po minuti. Po minuti, Koper je bil kar znam, potem zdaj ste pa vi tisti, ki ste zabetonirani od prve minute. A vas to kot vratar, če morate vstopiti v igro po eni minuti, a bi vas to motilo? Tega še nikoli nisem izkusil. Kaj pa izstopili ste po eni minuti? Tudi to ne. Ampak mislim, da vstopiti v prvi minuti mi ne bi bil tak grozen problem, če bi mogel pa izstopiti v prvi minuti, pa ne vem, če bi bilo najbolj prijetno. Če bi ostal v Celju, bi verjetno tudi tu... Se bi to zgodilo? Ne bi se to zgodilo, ampak letos bi ziher dobil šanso, koliko menjamo golman. Letos bi imel 32 nastopov. Od vseh 60, ki jih je Celje odigralo v tej sezoni. A prej na tiskovni konferenci tudi govora o 11-metrovkah. Žan, rekli ste, da jih niste vadili, Metod, vi pa ste jih vadili. Torej jih vadite skoraj po vsakem treningu. Sej to jih vsi vadite, malo tako za šalo tudi, skozi leto. Jaz skoraj nikoli ne streljam penal. Večino, kaj igramo, so ta two-touch, nekako streli izven kazenskega prostora. Odkot pa ta suverenost proti Lugano potem? To je neki moment, v katerem se takrat najdeš, ker lahko ti treniraš na en kolk, ampak ko prije sama pomembnost tekme, bom rekel, vseeno ima mogoče večji vpliv to, koliko ti prej treniraš. Ampak seznam igralcev za izvajanje penalov pa je že pred tekmo določen ali na tistem skupinskem posvetu pred izvajanjem? Na skupinskem posvetu pred izvajanjem. Tako smo tudi imeli, bom rekel, 11-metrovke v Luganu, da dejansko je trener, bom rekel, določil 5 igralcev, ki mu je vsak potrdil, ali se počuti, da bo streljal ali da ne bo streljal, in tako je, bom rekel, on izbral. A je vseh 5 reklo ja? Ja, vseh 5 je reklo. Ker nihče ne upa reči ne. Kdo pa na koncu treningov v Kopru največkrat zadene proti vam? Zdaj ne bi želel izpostavljati samo enega imena. Lahko več. Imamo pa sigurno neki zelo kvalitetnih, tudi izkušenih igralcev, ki so pripravljeni odgovornost prevzeti na sebe in pač, ne vem, ko grejo streljati penal, nekako zaupaš, da bojo zadeve upravljali tako, kot morajo. Imamo sigurno izkušenega Popoviča, Jurič, konec koncev pa tudi vsi drugi igralci, mislim, da so vsi pripravljeni prevzeti odgovornost. Ivica Goberac se še kdaj preobleče, pa pride kaj streljati na gol? Ja, tudi to se je že zgodilo, parkrat se včasih obuje kopačke, pa se preizkusi s kakim udarcem na gol. Še ima ta dotik, verjetno, to ostane, ne? Ja, lahko reči, to moram priznati, res ima zelo dober udarec na gol. 10-11 metrovk, Žan strelja, koliko golov da? Zdaj, Žan je zelo... Nepredvidljiv igra na levi in desni, lahko strelja z obema nogama. Pa zelo zanesljiv igralec, tako da bi rekel, da 4 bi sigurno zadel. Bravo. Niti 50% šans. To je samo zavest. To v obratni smeri. Koliko bi jih pa Metod obranil? Jaz bi dal 7 golov. Zih. Zdaj pa bi zgrešil ali bi branil. Še to bi me vprašal. Tamle gor, ko je bila tiskovna konferenca, je bil pokal. Če sem prav videl, se nihče od vaju ni dotaknil pokala ali sta pri tem vraževerna? Pa ne, mislim, nismo se dotaknili pokala, ker se ga bomo polnili. Okay. Ne, tudi jaz nisem glih najbolj vraževerna oseba, tako da
Tako da se Če nisem bi, ga pokazal lahko, tako, če bi nekdo tam rekel, a lahko prosim predstavite pokal, ne vem, 5 cm zaradi fotografiranja bolj v desno, bi ga predstavili za 5 cm. Ja, ni problema. On bi se zadaril moja, bi pobral žogo, Brez problema. pokalo na roče. Preden se poslovimo, še nekaj sem se spomnil. Glede lige, 2 kroga ste še do konca. Liga je morda tisti del sezone, ki za Celje ob vseh ostalih odličnih trenutkih ni bila takšna, kot ste si sami zaželeli, glede na to, da ste branili naslov prvaka. Za Koper pa v zadnjih 2 mesecih veliko izjemnih rezultatov, neporaženi ste. Kako je recimo za Koper pomembno, da bi bili na koncu sezone pod prvaki? Ker zdaj to možnost imate, 4 točke zaostajate za Mariborom, z Mariborom tudi igrate konec tedna. Moram reči, da je trenutno fokus usmerjen v to pokalno finale, ampak po tem finalu pa sigurno je veliko lepše na koncu sezone pogledati na lestvico pa reči, bili smo drugi, ko pa pogledati na lestvico pa reči, to sigurno smo Evropo, pa smo bili 4. Tako da sigurno te zadnje tekme 2 nista brez pomena in bomo šli na zmago. Pa ja, tudi vemo, pač dejansko je pokal tisti, ki nekako nosi to neko mesto, drugačno mesto v Evropi. Konec koncev 2., 3. ali 4., ja, seveda je lepše biti na lestvici čim višji, ampak nekako nima nobene, bom rekel, nekega bonusa v Evropi. Ampak ja, vsekakor bomo tudi mi še vseeno mogli zasigurati to, konec koncev tudi 4. mesto, oziroma še kaj več, če nam bojo drugi klubi to omogočili. Ampak konec koncev igramo še z Nafto in z Domžalami, kjer vemo, da se oba borita za izpad in da bomo mogli biti do konca sezone, bom rekel, na najvišji možnem levelu, da dejansko naj sami od sebi oni odločajo in nas pač probajo premagati, da ne bomo, oziroma marsikaj pol kroži govorice, da si en upustil, drugemu nisi, tako da vsekakor ne bomo šli v to in kdo si bo zaslužil obstanek, si bo, kdo nažalost ne. 100% do konca. Ja, 100% do konca. Žan, Metod, hvala, da ste si vzeli za naš podcast čas in veliko sreče torej v finalu in tudi v nadaljevanju sezone. Hvala. Hvala za povabilo in srečno. Drugi polčas. Preostalim tekmam tega konca tedna pridružil se nam je Jože. Jože, bil si na obeh tekmah, ki sta bili pomembni v boju za prvaka. Olimpija je v Murski Soboti remizirala, kljub temu, da je tekmo končala z 2 igralcema več. Edini gol, ki ga je dosegla, pa je bil podarjen v bistvu, ne? Ja, Olimpija je odigrala skupno gledano zelo povprečno slabo tekmo. Viktor Sanchez sicer, kot smo ga vajeni v zadnjem času, nikoli ne želi potem preveč javno kritizirati svoje ekipe, še vedno hvali svoje varovance, da je za njimi izjemna sezona. Ampak ja, gol, ki ga je dosegla Olimpija, vztrajnost Aleksa Tama, nespretnost mladega Aljaža Strajnarja, iz vratarske družine prihaja Aljaž Strajnar, pri 17 letih dobiva zdaj več priložnosti ob koncu sezone pri Muri, ampak je potem Mura, kar je tudi povedal njihov trener Ivan Kurtušič, ne glede na vratarjevo napako nadaljevala s podobnim načinom igre, torej s tako imenovanim build-upom iz 5-metrskega prostora, zaupajo Aljažu Strajnarju na tem igralnem mestu in da igra na tak način, torej zelo močan je v igri z nogami, zelo mu to ustreza in tudi Ivan Kurtušič je dejal, da pač mora najti neko jasno identiteto v igri, da tudi zato seveda forsira takšno igro. Olimpija pa, če bi bilo 11-11 celo tekmo, bi imela ogromne težave. No, že 11-10 si ni pripravila v bistvu nobene omembe vredne priložnosti. Raul Florec se je za nameček še poškodoval, tako da dobro je za Olimpijo, da bo prvenstva kmalu konec, da bo točkovni zalogaj verjetno zadostoval za naslov prvaka, ampak zdaj, če sem v prejšnji epizodi še morda nekako trdil, da pa se mi ne zdi kriza Olimpije takšna, zdaj proti Muri pa res niso bili pripravljeni na agresijo Mure, na tesno pokrivanje. Ne vem, enostavno se mi zdi, kot da so že
z glavami odšli na počitnice pri Olimpiji. Ker mislil bi si, da tak princip Mure, torej da skuša igrati od zadaj, da ne nabija dolgih žog, da bi to načeloma lahko Olimpiji ustrezalo, da ima več prostora potem za napade, ampak na koncu pa ni bilo tako, ne? Je res, ampak tekma je bila celo bolj nekako izenačena ali pa odprta, dokler je bilo 11-11. Zdaj, ko je Mura izgubila Kaja Cipota, ki je pač storil neumnost, Kurtušič je dejal, da je malo pregorel v želji, je seveda razumljivo, da je Mura stopila nazaj, za Olimpijo je bilo manj prostora, to zadevno, ampak zaupanje v mladega vratarja zdaj v zadnjih krogih sezone, zelo povedno tudi, morda malo izven igrišča, če omenim, ker velikokrat se tudi med seboj novinarji pogovarjamo, bodisi z prižganimi mikrofoni ali pa brez. Aljaža Strajnarja, torej so po tej napaki, ne samo, da so ga igralci podprli, da je še naprej igral celotno tekmo tako in da potem več ni storil nobene napake, ampak je bil zelo suveren, ampak tudi pri Muri so ga poslali na tiskovno konferenco, kar se po tekmi, kar se načeloma ne zgodi, ne. To se ne dogaja v slovenskem prostoru, da bi 17-letnika, če bi storil tako hudo napako v katerem koli drugem klubu, poslali na tiskovno konferenco, ampak Aljaž Strajnar zelo zgovoren, gostobeseden, res dober sogovornik in zelo lepa sprememba, bom dejal, v nekem medijskem delovanju tudi. Kaj si pa začutil v taboru Olimpije? Kaj živčnosti morda 2 kroga pred koncem, zdaj 4 točke razlike? Ja, pa predvsej premalo neke, kot bi se reklo, urgentnosti v igri v drugem polčasu. Ne vem, jaz sem mislil, da bo to pokalo po kazanskem prostoru Mure, pa je bilo precej malo tega nervoza, kaj pa vem, no pri Viktorju Sančesu niti ne, zdaj se ponavlja že s tem, da ima Olimpija, oziroma da je Olimpija investirala manj denarja, da ima ozek kader, da je kljub temu na tik pred naslovom državnega prvaka, ampak vidi se, da želi tudi s svojimi nastopi na novinarskih konferencah malce okriviti za to, kar se zdaj dogaja. Seveda preostali del kluba tudi povedal je, da je dobil zagotovilo, da Raul Floruc lahko igra na tej tekmi vseh 90 minut, potem pa se je poškodoval, malo je okaral tudi očitno zdravniško službo, tako da ti odnosi v tem nekem morda trikotniku ali pa štirikotniku odločevalcev pri Olimpiji na relaciji trener, vodstvo, zdravniška služba, tudi igralci niso trenutno očitno najboljši. No, zdaj pa Olimpija seveda mora, jasno je, premagati Radomlje in bodo te stvari po večini vsaj za to sezono pozabljene. Zelo velik vprašaj pa je, kako bo ne glede na konec sezone, kakšna bo prihodnost Viktorja Sančesa in pa Olimpije. Po tekmi med Mariborom in Celjem, končalo se je 1-1, bi bila Olimpija prvak, če bi minuli konec tedna dosegla boljši rezultat od Maribora. Končalo se je, kot smo rekli, v Murski Soboti 1-1. Vizinger je mimogrede dosegel gol za črno-bele. Če bi Maribor torej dosegel slabši rezultat, bi bila Olimpija prvak, ampak kmalu po začetku tekme Jože Primorje gostovalo v Ljudskem vrtu, pa je bilo jasno, da se to ne bo zgodilo, ne? Ja, končno se je izpolnila želja Boštjanu Cesarju. Tolikokrat je omenil, da si želi kdaj pa tekmo začeti s kakšnim hitrim golom, hitrim vodstvom. Tokrat je dobil 2 gola v prvih 6 minutah, torej dobil izpolnjeno lastno željo z 2 goloma v nasprotnikovi mreži, tako da od tam naprej se je zdela tekma dolgo časa kar neka procesija, pač čakanje na to, da bo konec, ampak Primorje je v drugem polčasu bilo zelo pozitivno, igralo, se borilo, kar je pohvalil tudi njihov trener Milan Anđelković, res pohvale Ajdovcem, ker se niso kar tako predali. Maribor je potem sicer dosegel 3. gol. V bistvu je Maribor dosegel, če se ne motim, 5 ali 6 golov na tej tekmi, pa sta bila torej vsaj 2 Tetejeva razveljavljena, tako da neka učinkovitost, ustvarjanje priložnosti je zdaj na strani Maribora in Maribor je pod precej manjšim pritiskom, zdaj pred zadnjima 2 krogoma, ko lovi Olimpijo kot pa Olimpija, je pa res, da ga čaka v naslednjem krogu Koper, ki je verjetno poleg Maribora trenutno ekipa v najboljši formi v slovenskem nogometnem prostoru. Tako da ja, pri tej tekmi Maribor Primorje bi izpostavil še morda
navijaško skupino Ajdovcev, kakih 15-20 jih je bilo morda navijačev, ampak res navijali so 90 minut, bili zelo glasni, tako da te navijaška gostovanja v Sloveniji tako ali tako vemo, da so morda skoraj da prej izjema kot pa pravilo pri večini klubov, tako da Ajdovci tako na igrišču kot tisti njihovi podporniki ob igrišču so pustili kar dober nekako pečat ali pa nekako v Mariboru opozorili tudi nas. Glede na to, ja, omenil si Koper Maribor v naslednjem krogu, bo se mi zdi, da precej odvisno od Kopra v smislu, kako se bo finale končalo, ne? Oziroma končal. Če lahko samo še tu nekaj dodam, Koper sicer pač lovi drugo mesto, ne? Drugo mesto ni nezanemarljivo v slovenskem pač nasploh prvenstvu, pokalu, kakorkoli, pa še nekaj, ne vem, zdi se mi narobe, da nista tekmi Olimpije proti Radomljam in Kopra in Maribora delegirani isti čas, ne? Torej celo sobota, nedelja, pa tudi tekmi, ki jih igrata Domžale in Nafta, bi bili po mojem mnenju zdaj v predzadnjem krogu morali biti odigrani v istem terminu, ne? Tako da Domžale igra ob 15 uri proti Bravu, Nafta igra ob 17:30 proti Celju. Jasno mi je, zakaj se to dogaja, ampak ne zdi se mi pa ravno najbolj primerno. Itak v tej ligi že govorimo o nekem vprašaju okoli regularnosti, ko en klub igra ene tekme domače na enem stadionu, pa potem spet na drugem stadionu, pa se vrne na, torej govorimo seveda o Bravo, ne? Pa Šiška, pa Stožice, pa zdaj spet Šiška in zadnji krog bo spet v Stožicah Bravo, Olimpija, medtem ko je Bravo recimo Radomlje pa gostil v Šiški. Ne vem, no pač to se mi zdi, da bi nogometna zveza vendarle morala se potruditi pa malce bolj čisti obraz poiskati v tem primeru. Je v marsikateri ligi po Evropi to pravilo, da morajo biti tekme odigrane v istem krogu, velja tudi v predzadnjem krogu v slovenski ligi, samo v zadnjem krogu. To seveda velja za tiste tekme klubov, ki so si med seboj odvisne in ko igrata kluba, kot si že omenil, recimo za obstanek pri Domžale Nafta ali pa za prvaka v primeru Olimpija Maribor. Domžale Nafta pa je bil dvoboj za obstanek, Marko, ta konec tedna. Za 9. mesto Domžale so potrebovali 3 točke in jih tudi osvojile. Vse preko zlahka, ne? El Relegatico. El Relegatico. Lep izraz, super si se spomnil, res. Ja, taka res težka delovska tekma je bila. Po prvih taktih tekme sem mislil, da je prišla Nafta po točko, Domžale so bile res boljše v prvem polčasu. Povedle, potem pa v drugem polčasu, v prvih 15-20 minutah je pa pokalo po domžalskem golu. Naftaši so se zbudili, Lendavčani so zaigrali bolje in samo vprašanje časa je bilo, da bo padel zadetek, no potem pa so nekako vendarle vzpostavili to ravnotežje igralci Domžal in potem zabili še enkrat. Tako da mladi Luka Mlakar je dosegel 2 gola, nekdanji nogometaš Rome. Je pa res, da Domžale imajo tisto, kar si morda mnogi želijo, pa zdaj vidimo, kaj dobimo s tem, ko imaš ogromno mladih slovenskih nogometašov in to je na nek način dvorezen meč, kajti vidimo, da težko parirajo v celotnem prvenstvu samo z mladimi slovenskimi nogometaši, res da so cenejši, res da je vse skupaj tudi higienično lepo videti, ampak mislim, da kakovosten tujec pa tudi v kakšni takšni zasedbi, kot je Domžale, mora biti seveda, tako kot so imeli pred leti recimo Ibričić, ampak zato najbrž zdaj niso razmere takšne kot nekoč, kakorkoli že. Super pomembna zmaga za Domžalčane. Je pa res, da jih ne sme zaslepiti, ker prvenstvo pa še ni rešeno. Ogromno je lahko nekih preobratov še v zadnjih 2 krogih, tako da jaz ne bi čisto še odpisal Nafte. Ja, domžalsko sezono je prišel reševati Tonči Žlogar. Prisluhnimo, kaj ti je povedal po koncu tekme. Tonči, čestitke za zmago. Bila je prigarana dobesedno. Bili ste v zelenem, pa v temno rdečem, pa spet v zelenem. Kar nekaj nihanj, ampak na koncu se je šlo. Ja, nehanja, ki se nam dogajajo, bom rekel, konce prvega polčasa, začetki drugega polčasa, po mojem je to mogoče nekoliko psihološko, zavedali smo se, da bo to izredno težka tekma.
Dobro smo jo odprli, nadzirali potek tekme, potem ne vem, ko da se nek strah uvleče v nas, postanemo premalo agresivni na nasprotnikovo zadnjo linijo, se preveč povlečemo nazaj, pustimo pobudo nasprotniku, kar je Nafta, jim ne smeš pustiti, da igrajo, in ko smo potem z nekaj menjavami uspeli vzpostaviti to ravnovesje v sredini, smo bili po mojem spet enakovredni in smo tekmo mirno pripeljali do konca. Bi lahko rekli, da so opravili fantje, mladi fantje, zrelostni izpit, glede na to, da so pri 1-0 močno trpeli pa zdržali? Pa ne, sigurno. Mislim, mi danes smo odigrali, glede na to smo bili pred tem srečanjem ekipa z največ prejetimi zadetki. Smo danes tako tekmo odigrali brez prejetega zadetka, kar je zelo pomembno. Da bo Nafta nekaj imela, neko priložnost smo vedeli. Mene bolj kot to me je mogoče zmotilo, da smo jim prepustili preveč pobudo, kot da bi čakali, da tekma pride k koncu za zmago 1-0. Tu smo bili v tem delu igre slabi. Drugače pa ja, sigurno zrelostni izpit. Domžale so v letošnji sezoni imeli kar nekaj tekem, ko bi lahko lovile ekipe pred sabo, pa so pač te tekme izgubile, tako da danes, bom rekel, mogoče v tej sezoni, v tem trenutku najpomembnejša tekma, smo uspeli zmagati in ja, smo zadovoljni. Zdaj, ki je lažje v teh zadnjih 2 krogih, morda še kakšna točka več nepričakovana? Pa v redu, ni samo točke za nabirati z Nafto. Ne. Mi imamo zdaj Bravo, Nafta in Celje do konca, Nafta ima Celje in Maribor, vemo, da v sredo se igra še pokal, ampak kaj je zame osebno najbolj pomembno, da odločaš samo o sebi. Dokler tako odločaš, mislim, da je vse na nas, da bo težko, ampak mi moramo pač težiti k temu, da smo boljši iz tekme v tekmo in da sigurno gremo v dodatne kvalifikacije. Ste optimist za čisti obstanek potem tudi po podaljšku sezone? Za kvalifikacije? Ja, prvi cilj je seveda, da se izborimo, pol pa zdaj bomo videli, na koga bomo v dodatnih kvalifikacijah naleteli, ampak ja, ponovadi, bom rekel, ima prvoligaš nekoliko več težkih tekem tekom sezone in računamo na to, da pa nas čaka sigurno težka tekma, ali bo to Gorica, ali bo to Triglav. Sigurno boste 2 podobni tekmi, kot je bila današnja z Nafto. 2-0 je bil končni izid, torej zmaga za Domžale, 2 točki pa je zdaj tudi razlike med 9 Domžalami in 10 Nafto. Morajo pa na koncu Domžalčani biti točko pred Nafto, vsaj točko pred Nafto, če želijo ostati 9, kajti Nafta ima boljši medsebojni izkupiček. Prvo tekmo v tej sezoni je dobila s 5-2. 9. uvrščeni v prvi ligi seveda igra z drugo uvrščenim iz druge lige v kvalifikacijah. Slovan je premagal kluba z vrha lestvice, oba primorska kluba, najprej Tabor, zdaj še Gorico v minulem krogu. Aluminiju najbolje kaže, 2 točki ima prednosti, tekmo manj ima druga Gorica, ki je 2 točki pred Triglavom, ki je prav tako odigral tekmo manj. Tabor je 4. So se pa Sežanci, Marko, počutili zelo olimpijsko v prejšnjem krogu, v zadnjem krogu. Ja, res je, bil je to neposreden zadetek, če sem videl prav, na tekmi proti nogometnemu klubu Bilje, 3-1 za Tabor. Matič Smedič, Slaček je res fantastično z desne strani z levico zarotiral žogo preko vratarja primorske zasedbe in popeljal torej Tabor takrat v prednost 1-0, 3-1 na koncu, ampak Slovan je lahko krvnik tako Tabora kot tudi v zadnjem krogu, ko je premagal Gorico, tako da je lahko pošteno premeša karte na vrhu lestvice. Mislim pa, da bi Aluminij s ponedeljkovo zmago nad Brinjami praktično že z nogo in pol bil v prvi ligi. No. Hitro se bo vrnil, očitno Aluminij postaja vse bolj takšen jojo klub. Ja. Še 1 točko bi v tem primeru potem potreboval, oziroma imel 5 točk prednosti, 2 kroga pred koncem. Si je pa Rudar iz Velenja zagotovil obstanek, kar pa tudi nekaj tako tradicionalno nogometno okolje. Že vrsto let zdaj, mislim, da od sezone 90, zadnjih 5 let, mislim, da v drugi ligi, tako da ja, Tolmin je out, Drava pa Ilirija, pa mislim, da je tudi vse na strani Ilirije, da bo obstala. Bolj kot ne je vse rešeno, tudi Slovan s tema zmagama obstal v drugi ligi, kar je bil seveda njihov edini cilj. V prvi ligi pa v naslednjem krogu že smo omenili nekaj tekem, sicer pa Primorje, Mura in Olimpija Radomlje v soboto, Koper, Maribor, Domžale, Bravo in Nafta Celje pa
v nedeljo. Pred sodnikovim dodatkom gremo še po Evropi. Barcelona, Real Madrid, hat-trick Mbappéja, na koncu pa zmaga Barcelone 4-3, kljub temu, da so zaostajali Katalonci z 2-0, začela je prevladovati po dobrem začetku Madrida in zdaj ima krepko prednost na vrhu lestvice, nasmiha se ji naslov. Sploh super predstava po težkem porazu sredi tedna v polfinalu Lige prvakov. Sevilla sicer v Španiji ni zmagala več kot 2 meseca po porazu proti Celti, pa se je navijačem odklenkalo, napadli so vadbeni center kluba, ekipa se je potem morala zabarikadirati v centru in tam tudi preživela noč. Aleksander Sorloth pa je potreboval manj kot 4 minute, da je zabil hat-trick, na koncu je zadel 4-krat za Atletico Sociedad 4-0. Gremo v Nemčijo še, odkuder pa odhaja Xavi Alonso, ki je potrdil, da v naslednji sezoni ne bo več trener Bayerja iz Leverkusena in verjetno odhaja skoraj gotovo k Real Madridu. Potrjeno, že 100%. Here we go. Torej, če Fabricio tako pravi, potem je skoraj gotovo. Res, v Nemčiji sicer odprto le še zadnje mesto, ki gre v Ligo prvakov, v Angliji tudi nekaj odprtih vprašanj še glede tega, ne vedo pa, kdo bo 6. predstavnik, tudi ne v Ligi prvakov iz Anglije. To bo bodisi Tottenham, bodisi Manchester United, oba sta spet v ligi izgubila, še vedno nimata 40 točk, zdaj sta padla na 16. oziroma 17. mesto, bosta pa med seboj igrala v finalu Evropske lige. V Italiji le še točka razlike, Napoli je 2-krat doma vodil proti Genovi, je na koncu ni zmagal, Napoli vodi za točko pred Interjem, ki pa je zmagal, Ludogorec pa je 14. zapored prvak Bolgarije. Še kakšna stvar iz evropskih lig, ki se je vama najbolj... Lizbonski derbi, 1-1. Vedno pozabiš na portugalsko ligo. Neverjetno. To tebi prepustim. Nič nismo danes v Liverpoolu še rekli. Ja, Liverpool je že proslavljen naslov. Drugi najstarejši klub v svojem mestu, z drugim največjim stadionom v svojem mestu. Ni res. Ne še? Ne. Tudi ko bo se narejeni že dokončno, igrali so že tekme tam, pripravljalne generalke za ta pravo, ampak 52,000 sedežev ima in je prenovljeni prenovljeni Anfield, nekoč 44, zdaj pa več kot 60, tako da... Ampak veš, kakšen je, zadnjič sem videl tekmo Evertona in veš, kaj so razgrnili transparent. We built this city. Da. Skratka, 1-1 Lizbonski derbi, Sporting bo prvak, če premaga Vitóriu iz Guimarãesa na zadnji tekmi v zadnjem krogu, konec tedna, tako da... Si že pripravljen in si že odeto zeleno? Ne, samo spremljam ligo. Danes sicer učrne bom. Ja, danes vse veš. Konec tedna ne bo tako. Niso bile v slovenski ligi sodniške odločitve naklonjene v tem koncu tedna, zato nisem izbral živih barv. Da, Jože. Ker smo bili pri Liverpoolu, sem se spomnil na Hamburg, ne? Iz Liverpoola v Hamburg so šli ne samo Beatlesi, ampak tudi Kevin Keegan. Hamburg se je vrnil iz druge v prvo Bundesligo, medtem pa je Schalke, mislim, da samo 3 točke nad cono izpada, krog pred koncem, tako da vedno je lepo videti, no, take velike klube, ko se vrnejo nazaj tja, kjer jim je nekako mesto, tako da upam, da Hamburg čaka lepša, svetlejša prihodnost, eden od bolj simpatičnih nemških klubov. Je pa Kiel Davida Zeca izpadel. Izpadel dokončno, po porazu. Nemški nogomet pa super istočnica za prvi del kviza v sodnikovem dodatku. Sodnikov dodatek. Klasični, kdo je to na začetku, Marko ima potem še pripravljen eno ali pa morda več vprašanj. Eno. Igralec, ki ga iščemo, pa je imel veliko prestopov, a malo različnih klubov, in sicer njegovi klubi so vsi po vrstnem redu: Eintracht Frankfurt, Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt, Juventus, Borussia Dortmund, Schalke, Eintracht Frankfurt. Trenutno je vodja, mislim, da mladinskega pogona v Frankfurtu pri Eintrachtu. Da je tam na začetku, oziroma tam Borussia Juventus še enkrat tisto zaporedje. Kaj je to? Klaus Toppmöller? Ni.
Mislim, da bi bil Bayern vmes. Frankfurt, Dortmund, Frankfurt, Juventus, Dortmund, Schalke, Frankfurt. Jürgen Kohler. Jürgen Kohler, super poskus, nepravilen. Razmišljam, kdo je igral za Juve od teh Nemcev. Ja, v pravem obdobju si. Bil je na naslovnici nemške verzije FIFA 98. Aha. Se pravi, ni Johanne Elber, ker bi bil Stuttgart Bayern. Bi bila. Čakaj, kdo je igral za Juve? Dvakratni nemški prvak je bil. Lars Ricken. Ni Lars Ricken. Ne. Bil je evropski prvak za reprezentanco, evropski prvak s klubom in svetovni prvak za reprezentanco. In igral v tistih ekipah pomembno vlogo. Svetovni prvak z reprezentanco. Ja, torej leta 2-6. A ja. 90. Ja. Aha, 90. In evropski 96 in vmes torej ali z Juvetom ali z Borussijo, potem evropski prvak. Lahko pomagam z Dortmundom. Andy Meller. Andy Meller, bravo. Bravo, Andy To, da je Meller. igral za Juventus, mi je padlo iz glave. Jaz sem pa tudi poizkušal, ne da bi vedel, ne da bi bil prepričan, ni nujno, da sem bil prepričan, da je igral za. Ja. Jaz se ga predvsem iz Schalke spomnim, no? Jaz se ga bolj spomnim Jaz se pa iz Schalke. Dortmunda, kontinentalna dres. Ja, tisti, ki smo Ja. ga videli v Firencah. Ja, ja. Ja, tista najbolj znana. Lars Ricken, ne? Zamer, ona generacija. Ja. 97-98 menedžer. Super. Super, Zorc, ja. Bravo. Okej. Vprašanje. Vračamo se, doma je najlepše. In sicer Celje in Koper se bosta, mimogrede, pomerila kolikič v slovenskem finalu pokala. Tretjič. Bravo. Ko je... Ja. Dvakrat sta se do sedaj pomerila. Ja. In? 1-1. Ne? Gorica je padla 2-5. Gorica je padla. Kaj ima pa Gorica tu veze, če sta se pomerila Celje in... Gorica je padla leta 2005, ne Koper. Koliko je skor, ne? Razumem. Dvakrat je Koper premagal Celjane že v finalu pokala. Razumem. Jaz sem mislil, da Celjani, ko so zmagali, so premagali Koper v finalu. Ne. Niso. Skratka. Ker je Gorica padla. Ja, Lungu, avtogol. Razumem. Okay. Ko so Koperčani prvič premagali Celjane v finalu pokala, so odločile 11 metrovke. Ermin Hasić. Kdo je dosegel odločilno 11 metrovko? Ermin Hasić? Ne. Saša Jakomin. Ne. Lep poskus. Dober poskus. Dvojka. Malo najprej, se pravi, se... Dolga serija je bila, če se prav spomnim. Niti ne. Niti ne. A 5 strelov. 5 strelov za Koper, 4 za Celje. Ja, razumem. 6 je že dolga. Ta nogometaš je mimogrede zadev v rednem delu. Potem so Celjani izenačili v 75 minuti prek Dejana Rusića. Potem pa 11 metrovke. Najprej locirajte obdobje. No. 2-6. 2-6, super. Ja. 24. maj. Hint je, recimo, glavni sodnik je bil Darko Čeferin. Hej! Ok, zdaj pa resno. Saša Jakomin, super poskus. Kdo bi še lahko bil takrat strelec? To je bila tista generacija, ki se je potem razvila v 20 prvake. Koperska. Koper je imel vedno takrat izkušene igralce in veliko fluktuacijo igralcev, tako da ni mus, da so vsi. Tiste sezone 2-9-20 se kar spomnim, zaradi tega sem skušal iz tam kaj vzeti. Koper 2-6. Aha. Čakaj. Celjane je popeljal vodstvo Brezič. Oziroma zadev. A je bil napadalec, tisti, ki je zadev po zadnji? Ne. Je pa Slovenec. Mejač bil morda? Ne, ni, Aleš Mejač ni. Drobne je zadev za Koper. Tega, da se spomnim. Prvo serijo je zadev Drobne. Potem pa je edini, ki je zgrešil na tekmi v seriji 11 metrov, ki je nogometaš največ nastopil v prvi ligi. Govec. Okay. Govec. Potem je izenačil na 2-2 Ivan Knezovič. Na 3-2 Urbanč. Okay. Potem pa nogometaš, ki je igral tako v Kopru kot tudi v Celju. Zdaj pa je trener v mladinskih selekcijah Celja. Anej? Lovrečič, ja. Ja. Potem pa je Marko Križnik zabil za Celje. Ja. Potem pa smo pri igralcu, ki ga išče. Ne. Potem je zadev Amir Karič za Koper.
In še eden je zadev za Koper. Pač, ja, v obratnem vrstnem redu sicer po strelih, ampak ni pomembno. Ja. Ok. Še kakšen hint zgleda, da potrebujejo? Bil sem kar lep čas slovenski reprezentant. A je bil že Miran Dare Pavlin Vršič? takrat v Kopru? Ne. Čakaj, kogo? Vršični. Ne Vršični, Jože? A je bil že Miran Pavlin takrat v Kopru? Ne. Ne, ni še bil. Moji klubi so recimo, pa ne bom po vrsti, Marsonija, Saint Truiden. A je Mladen Rudonja? Bravo! Prav, Marsonija. Sem truden. Joj. Ker je igral, za Sem truden je igral, ki je bil na evropskem oziroma svetovnem prvenstvu nedavno. Kako sem beden, ne. Ne, Položil mislim, sem da ti sta vse. Super je bil. Mladen Ruden je zadev, pazi, v 5 minuti na 1-0 in potem odločil na 11 metrov. Ja. Človek, ki ni Če bi- rojen strelec. Res, ampak če bi moral definirati igralno pozicijo Mladena Rudonja, bi rekel, da je napadalec. Jaz pa rečem, da je bolj complete wingback. Ja, mislim, krilni napadalec. Enkrat sem prebral More. trivijo, pa zdaj iz glave, mislim, da so torej Mladen Rudonja, Ivica Olič in pa Mario Mandžukić edini trije nogometaši v zgodovini Marsonije, ki so igrali na svetovnem prvenstvu. Wow. Nekaj takega, nekaj tak. Mandžukić, Rudonja in kdo je tretji? Ivica A, Olič. Ivica mislim, Olič, da je igral Ivica tam. Olič. Če se ne motim, možno pa to zdaj iz glave govorim. Ja, no, ampak že to. Mandžukić gotovo. No. Še en podatek, Ja. Liga prvakov, 31. maj, finale Je. v Münchnu. No. Še enkrat se lahko na tem stadionu zgodi, da bo pač se bo zgodilo, da bo ena ekipa lahko zgodi, da bo ena ekipa osvojila prvič naslov evropskega prvaka. Ja. 79 Forest v Münchnu, Ja. 93 Marseille v Münchnu, 97 Dortmund v Münchnu, 2012 Chelsea v Münchnu. Vsi so takrat osvojili svoje prve naslove. Veliko drugih finalov pa v Münchnu sploh ni bilo. Ne? Ja. Zanimivo. No, bomo videli, če bo Pariz sam. To sem imel za kviz, pa nisem znal sestaviti vprašanja. Ja, mislim, kateri so preostali, ki so, morda na ta način. Ja. Za drugič. Super, ga bom jaz v kakšni drugi družbi morda še porabil. Hvala, Jože. Hvala, Marko. Uživajte tudi vi. Hvala, ker ste bili z nami v podkastu. Žoga je okrogla, finale pokala, Celje Koper v sredo zvečer tudi na Valu 202. Žoga pa bo znova z vami naslednji teden. Uživajte, se slišimo.